Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Verjeli ali ne, danes nas je pot zanesla v Ptuj. Tako blizu in tako daleč, ampak včasih je tudi treba vzeti pot pod noge in se odpraviti na teren. Pravzaprav pa v seriji naših obiskov pri naših gostih, ki jih obiskujemo, smo se danes ustavili v enološkem svetovanju Analiza. Tukaj nas je prijazno sprejela Andreja Brglez, večina Ormožanov vas, Andreja, zelo dobro pozna, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Tudi ni prvič, da ste naša gostja in mislim, da ste pravi naslov za pogovor v tem času, v času martinovanja. Kaj čutite tukaj posebej v vašem enološkem svetovanju, tukaj na Rajšpovi ulici? Vsekakor to zelo močno čutimo, namreč mi, kot smo se že pogovarjali, nimamo le enološkega svetovanja, pri nas je predvsem sedež pooblaščene organizacije, ene od 5 v Sloveniji za ocenitev vin. In kot že čutite danes tukaj ob vašem obisku, smo imeli ravnokar degustacijo po zakonu o vinu. Pritisk pridelovalcev je v letošnjem letniku, zlasti zdajle pred Martinom, zelo močan. Skratka, pridelovalci imajo že vina pripravljena, očitno prodaja je stekla 100 na uro, kot mi rečemo, in mi smo res veseli, da je temu tako. Nenazadnje je bil letnik 14 količinsko, pa tudi kakovostno, dosti bolj pičev. Letnik 15 pa nam je bil v tem smislu veliko bolj na roko in resnično smo veseli. Zdajle praktično že cel mesec ocenjujemo letošnja vina, se pravi vina letnika 15, in kot kaže, bo letnik res tako nekje rečemo prav dober do odličen. To pomeni, da imate dela na pretek in da martinovanja kot martinovanja pač nekaj posebej ne praznujete tukaj, pač pa je to za vas zelo delovni čas. Res je, ravno zdaj v tem tednu pa že kar recimo enih 14 dni to opažamo, da je pritisk pridelovalcev velik, vsi si želijo takoj podatke, mošta skoraj da nimamo več, včasih je bil Martin bolj praznik mošta oziroma tistega res, ko pravijo, da naredi iz mošta vino, Martin. Letos pa imamo zdaj že v glavnem kar mlada vina, letnik se je prej rodil, ker je pač trgatev se začela že konec avgusta, začetek septembra in vsled tega pač imamo zdaj že mlada vina in smo zelo veseli. Poglejte, tole nekaj od tega smo vam tudi tukajle postregli, tako da se veselimo, resnično veselimo tega, kar nam prinaša letnik 2015. Torej, v vašem podjetju gre za analizo, za enološko svetovanje in kot ste omenili tudi za ocenjevanje, da ste pooblaščena organizacija za oceno vina. Kaj to pomeni natančno za nas, ki malo manj se spoznamo na to? Analiza Ptuj je ena od 5 pooblaščenih organizacij Ministrstva za kmetijstvo za ocenitev vin v skladu z slovensko vinsko zakonodajo. Leta 2001 smo prejeli to pooblastilo na javnem razpisu in seveda državi je tudi nekako v interesu, pa tudi za pridelovalce je dobro, da je teh naših 5 pooblaščenih organizacij precej razpršenih, tako da nekako pokrivamo območje celotne Slovenije. No, naj povem, da so to Kmetijsko-gozdarski zavodi in Kmetijski inštitut Slovenije v Ljubljani, se pravi Gorica, Maribor, Novo mesto in Ljubljanski kmetijski inštitut. No, mi pa smo kot edini zasebni tudi dobili pooblastilo in nekako pokrivamo severovzhodni del Slovenije. Moram pa reči, da z veseljem to povem, da imamo stranke tudi iz drugih delov, se pravi tako Dolenjska, Bizeljsko, potem tudi Bela krajina. Tako da je naš, bom rekla, tudi repertoar na naših degustacijah temu primerno pester in moram reči, da tudi naši degustatorji
ki ocenjujejo vina po vinskem zakonu, ki smejo ocenjevati v skladu z njihovo licenco, se pravi z njihovim šolanjem in s tem, da pač to stvar lahko upravljajo, da so tudi zelo radi prihajajo in so zelo veseli, ko jih povabimo, ker imamo kar dosti pestre degustacije. Recimo danes smo imeli vzorce tako belih, rdečih vin, penečih vin, tako da imamo in tudi različnih porekelj, tako da je pri nas kar zelo, bi rekla, zelo ena taka pestra paleta vin in to je tudi za vsakega, ki se s tem ukvarja, en izziv, bom rekla, način tudi, da se nekako izpopolnjuje, da si širi obzorje. No, kaj pa to pravzaprav pomeni pooblaščena organizacija za oceno vina? Vsako vino v skladu z našo vinsko zakonodajo je potrebno prinesti v ocenitev. Najprej je tukaj prijava pridelka, to je obvezen vsak pridelovalec sam, da naredi, in sicer na upravni enoti. Na podlagi prijave pridelka in seveda tudi vzorca vina, ki ustreza nekemu pač pridelku, ki se bo tržilo v prometu, pa mi izdamo pridelovalcu odločbo o ocenitvi. Ta odločba o ocenitvi pa zahteva ne samo preveritev vseh teh podatkov, ki so v registru, ampak tudi, se pravi, analitske podatke, mi moramo izmeriti določene vsebnosti, tudi pogledati, če so v skladu z vinsko zakonodajo in na koncu opraviti tudi to, o čemer sem povedala, se pravi ocenitev, degustacijo, to je pa tudi predpisano z določenim številom teh pokuševalcev, ki imajo licenco in to seveda to tudi, bom rekla, je sestavni del te odločbe o ocenitvi. No, na podlagi vsega tega pa potem pridelovalec dobi odločbo, s katero potem on lahko nastopa na trgu, bodisi s takimi označbami ali drugačnimi. Recimo, bodisi kot deželno vino, kakovostno vino, vrhunsko vino, bodisi s sortnim, z označbo sorte ali tudi brez. Skratka, tukaj je več enih, bom rekla, okoliščin, vsekakor pa je prva stvar, da je ta pridelek tudi prijavljen v register. Moramo povedati, da že ko smo se pogajali z Evropsko unijo, to je bilo konec 90-ih let, mi smo bili eni redkih, pa lahko rečemo celo unikum, mi smo dejansko popisali, tudi naredili register vseh vinogradniških površin. Mogoče to še vedno ni tako, bom rekla, perfektno izvedeno, ampak v glavnem imamo dobro pokritost in naprimer dejansko pri nas nekdo, ki nima sovignona v svojem vinogradu, ne more tržiti vina sovignon. Pri nas je dejansko sledljivost od kozarca do vinograda zagotovljena. Mislim, da tako dobro, kot imamo mi to, bom rekla, ne samo na papirju, ampak tudi dejansko v naravi, ima morda tu pa tam kakšno področje v Evropi, ne. V svetu sploh ne govorimo, ne, ker tam je veliko bolj liberalno, ne, veliko bolj svobodno, veliko bolj prosto po nekomu pač, ki je pač pridelovalec, ki si pač stvari odmerja po svoje. No, pri nas so pa te stvari dosti, bi rekla, dosti na trdo postavljene, kar pa pravzaprav mi kot pridelovalci še premalo znamo eksponirati. Namreč, če ti danes dejansko potrošniku zagotavljaš sledljivost od kozarca do trte, mislim, da je to ena zelo velika dodana vrednost in to bi moglo se tudi rezultirati v končni ceni vina. Pri nas pa v bistvu imamo samo tako, da bolj ljudem obešamo, ne, oni pa to ne znajo, bi rekla, spraviti v Prodati. No, ne samo prodati, ampak tudi nekako prezentirati kot eno veliko dodano vrednost za potrošnika. Pri nas je dejansko to ena velika primerjalna prednost v primerjavi z Italijani, celo mogoče z določenim področji Avstrije in Nemčije. Čeprav sta oni najbolj, bom rekla, nekako blizu nam, da ne govorim o ostalih pridelovalkah vina. Tako da resnično imamo velike primerjalne prednosti. Seveda to tudi nekako, to, kar smo mi pridelovalcem naložili skozi našo vinsko zakonodajo, je za njih
malce obremenilno, ne? To pač več stvari za seboj potegne, vendar pa so naša vina mnogo bolj kontrolirana ali pa povsem kontrolirana, če lahko rečem 100% to, kar prihaja na trg, ne? V primerjavi s tistimi, ki pač imajo bolj v tem smislu svobodnejši pristop. No in zakaj je pravzaprav tako zelo pomembno, da se vina na tak način kontrolirajo? Poglejte, to je pri nas že izhaja iz, rekla, stare Jugoslavije. Ta doktrina je bila že dolgo nazaj sprejeta, mi se nekako tudi tega držimo, da je boljše kontrolirati kar vse, bom rekla, dejansko to, kar prihaja, ne pa le, bom rekla, ne pa imeti vpetega enega velikega aparata inšpektorjev. Mi imamo zelo malo inšpekcije, moram reči, ne, glede na količino pridelave, pa sploh pa na razdrobljenost, ne, ker imamo veliko razdrobljenost. Tako da smo rekli, da je boljše tako za pridelovalce, kot za, to je taka, bi rekla, politična odločitev, ne, ali iti v sankcije, se pravi kontrolirati v smislu od zgoraj navzdol ali pa od spodaj navzgor, ne. Tako da mislim, da je ta princip zelo dober, mogoče ni tako prijeten za pridelovalce, ampak je mnogo bolj zanesljiv za potrošnika in mislim, da je to tek na dolgi rok, kar se tudi rezultira. Pri nas imamo relativno zelo malo slabega vina v ponudbi. Naj ob tem recimo en primer, včeraj mi je povedala hčerka, je prišla iz Francije, one so tudi ljubiteljice vin, moje velike 2 študentki, in seveda jih je zanimalo, kaj je, in so bili na enem velikem festivalu, pač nekem glasbenem, in je rekla, da so dejansko pili ne tako poceni, ampak katastrofalno kakovost. Da so pa šli recimo v trgovino, pa je bilo vino odlično, ne? Tudi o francoskih vinih govorim, ne? Tako da, vidite, tu potrošnik zelo težko se znajde, ne? Pri nas pa, če je nekaj deklarirano kot kakovostno vino, lahko nekako že pričakuje neki štandard in da tukaj ne bo recimo ravno zadeva padla, ne? Tam pa je lahko vse od pekla do raja. Ne, tako da tukaj smo različni, ne? Tukaj smo različni. To pomeni, da seveda tisto vino, ki ni na tak način registrirano oziroma ocenjeno, ne sme iti na police trgovinske oziroma se ne sme prodajati. To je torej zaščita potrošnika. Zaščita potrošnika in tudi, bom rekla, na nek način tudi sporočilo pridelovalcu, da z vinom nekaj ni v redu, ne. Imamo težave, ki so popravljive, imamo težave, ki so nepopravljive, ampak načeloma pridelovalci morajo nekako, bom rekla, stvari pripraviti do te mere, da so sposobne za trg, ne. Se pravi, ne samo skozi analitske parametre, ampak tudi skozi senzoriko, se pravi skozi to, kako ga percipiramo. No, zanima nas seveda tudi, kaj pravzaprav je tisto, kaj pridejo vprašati vinogradniki? Oziroma, v katerem obdobju dozorevanja vina najraje potrkajo na vaša vrata? Zelo različno. To je pa tako, kot smo mi ljudje različni. Eni najraje še nikoli, ne, ker pač mislijo, da sami vse vedo. Drugi pa recimo tisti zlasti, ki so že nekako, bom rekla, so že tako dozoreli, da vedo, da je vsak letnik drugačen, da ima vsak letnik specifike, pridejo že v jeseni pred trgatvijo. Se pravi, z njimi se praktično skupaj odločamo, ker veste, to so in različne sorte in različne lege. Letnik kot tak različen, to sem že tako omenila. Skratka, toliko je nekih neznank, ki so vsako leto drugačne, da se to kar skupaj odločamo. In večina teh ljudi ki tako prihaja v tem času, nima nobenih težav, ne, zaradi tega. No, določeni ljudje pridejo potem malo kasneje, že ko so mošti, določeni potem, ko ugotovijo, da je kaj z vinom narobe, ne,
Jaz pa pravim, da enic pa pridejo takrat, ko jim zmanjka idej, ne? Ki ne vejo več, kaj bi. In so poskušali že to, ono, tretje, se veste, vsak ima enih 5 sosedov, ki vejo to najboljše, ne, in dobro in tako naprej. Skratka, glejte, različno je. Tako da mi vsakega radi sprejmemo, vsakemu probamo pomagati, zdaj včasih se da, največkrat se da, včasih pa tudi ne. Pa smo tudi vsi skupaj malo žalostni, ampak potem pravimo, da pač na napakah se vsi učimo in bodo drugo leto malo prej prišli, pa jih bo mogoče to ena taka šola, ne. Ki je včasih malo draga, ampak tako pač je, se veste. Ampak vse tukaj smo vsi približno podobni, ne, tako da želimo pa seveda preprečevati, ne pa zdraviti. Ne, in zato nagovarjamo ljudi, da prihajajo pred trgatvijo, ali pa že mogoče v tistem fazi, ko se kakšen nasvet pridejo pred trgatvijo? Ravno to, kar sem omenila, se pravi, kdaj trgati? Kakšne ukrepe, kako se, bom rekla, kakšen pristop ubrati. Te stvari so zelo močno, glejte, vi ob trgatvi, že z datumom trgatve, z načinom, kako se tega lotevate, v bistvu položite stvari, ne. In potem naprej samo se še dograjuje, ne. Zdaj pa, če ste vi zamudili ta najlepše čase, pa tiste najbolj optimalne razmere, potem je to bolj, bi rekla, bolj v tem smislu neke krpanje zadev ali pa neke stvari pač, ko še lahko nekaj narediš, pa veš sam, da ni več idealno. Zdaj pa je pa odvisno, ne, zdaj tudi od sorte. No, in ravno to je, bistvo je, glejte, vi položite bom rekla, v eno smer pri vinu, že za samo odločitvijo, kdaj trgati, ne. In to je zelo pomemben čas, ne. No, kaj to pomeni, recimo, če nekdo potrga grozdje prehitro oziroma prepozno? Ja, če prehitro, letos bi težko rekli, da je kdo prehitro trgal, ne. Večina ljudi kar čaka in tako naprej. Prepozno pa zlasti trpijo recimo te primarni aromatski sestav, tudi kisline, tudi ta svežina, pH, bom rekla, mošta gre tudi v neke višave, ki se pač potem začnejo lahko tudi kakšni mikrobiološki procesi neželeni. Skratka, večinoma imamo, tako bi rekla, generalno težave s tem, ker ljudje enostavno spijo, ne. Spijo in ker mislijo še vedno, ne, to je 1. september pa 15. pa so pač še navajeni, ne. Opažamo pa, da so se stvari precej spremenile, ne, da včasih smo začeli po 15. šele trgati, ne, se pripravljati, recimo po 1. septembru smo nekako začeli razmišljati o tem, no. Letos smo bili pa 1. septembra že vsi 100 na uro v trgatvah, ne, tako da, in to je bila zadeva zelo komprimirana, se pravi, od 1. septembra pa tam do enega 25. se je zgodilo čisto vse, ne. Ali pa recimo 95% stvari, ne, tako da, ampak tako je, ne, veste, mi smo še vedno nekako navajeni, ne, da stvari tako so in potem so ljudje kar presenečeni, ne. No, v tem smislu bi mogoče tudi tukaj izkoristila eno priliko, da bi se ljudje mogoče bolj zavedali teh stvari, teh sprememb, zlasti recimo v takem letniku, ki je bil letošnji, namesto recimo, da so še okrog 15. avgusta razmišljali, s čim bodo, kakšno zaščito bodo dajali na grozdje, ne. Tukaj vemo, da pritiska farmacija, prosim vse, da temu ne podležejo, mi tudi naše stranke v tem smislu jim odpiramo obzorje, in da se rajši razmišljajo o tem, kdaj bodo začeli trgati in da se bo to verjetno hitro zgodilo in da je treba pripravljati klet in posodo, ne pa razmišljati o tem, kakšno zaščito bodo še na grozdju uporabljali. Tako da, glejte, to so stvari, recimo v letošnjem letniku, ne, prav dejansko opažamo, te, ki so pač šli po nekih
starih navadah in so pač podlegli temu in niso celo mogli trgati takrat, ko bi bilo optimalno, ne, prav zaradi tega, ker še niso karence potekle. Imajo tudi v okusu danes, ne, težave, ne, ker pač, lejte, to pač ostane, ne, nekako. Druga stvar je pa to, da dejansko je vprašanje, če sploh kaj, ali pa ne, ni vprašanje, mi opažamo, da v bistvu ni dejansko nobenih koristi, ne, kvečemu, bom rekla, škodljivo. Da ne govorimo o zdravstvenem aspektu teh stvari, ne, to pa sploh. Tako da v tem smislu polagam na srce in dušo vsem, da pač rajše kakšen dan prej se pobere, kar sploh ni tako zelo napačno, kot pa da se res gradi na tem nekem hiperzdravem grozdju, ki je zelo lahko, ta zdravje zelo, zelo pod vprašanjem. To kako pa je pravzaprav možno, da posplošimo oceno nekega letnika, recimo vsako leto rečemo, letos pa je bil pridelek odličen, ne? Ali prav dober ali dober, manjkamo, ne vem, mogoče sladkorja, manjkamo to. Kako se to sploh da posplošiti, glede na to, da pač ta naš pridelek zori na različnih legah? No, ravno danes, konec komisije, imeli smo praktično skoraj sama vina letnika 15 z nekimi izjemami pri peninah. Smo rekli, da nekako nismo navdušeni, smo pa zadovoljni. No, in to tako recimo v tem duhu pričakujemo tudi letošnji letnik. Se pravi, tudi glede na okoliščine, ki so bile. Lejte, če hočemo res en velik letnik, en odličen letnik, za tak letnik vsekakor velja, da se začne vegetacija že relativno zgodaj in zelo dolgo traja. Lejte, vsaka stvar, da dozori, da res pride do nekih optimalnih, bom rekla, razmerij, potrebuje svoj čas, ne? Potrebuje svoj čas in dejansko pri nas opažamo, da ta čas se nekako skrajšuje. A vidite, in to potem le je, neke prisilne stvari se dogajajo, zlasti, ko je bila letos suša in tako naprej. Saj je sladkor, ne? Ampak so tudi druge manjki. Skratka, ni vse tako zelo optimalno. In tudi skozi to že, in seveda zdaj skozi vina, se to tudi dejansko odraža, ne. Tako da recimo, jaz se spomnim, na primer, en odličen letnik 97, ki je bil količinsko fenomenalen, ki je bil kakovostno, še danes enologi govorimo o njem, to sigurno ne bo ta letnik. Čeprav je bil količinsko zelo soliden, mogoče tam malo nadpovprečen, ampak manjka tista dolžina, ne. Manjka tista dolžina in stvari so šle malo, bi rekla, na forsiranje in vsled tega pač bodo zadeve, tako jaz ocenjujem, za ena 4+. In tako smo se nekako danes tudi rekli, da bo tu nekje, da so, tako zdaj že opažamo, sicer tiste stvari, ki bodo res, bi rekla, malo višjega kakovostnega nivoja šele prihajajo, to bo šele po novem letu. Jaz mislim, da bodo neke stvari odlične, res odlične. Jaz se veselim renskih rizlingov, šipona letošnjega letnika, laškega rizlinga tudi, kakšnih sauvignonov tudi, ki so bili v optimalni, bom rekla, pobrani v nekem optimalnem, tudi šardone bo. Skratka, bodo neka vina, ki bodo sigurno eni presežki, prav gotovo, ne. Vam pa lahko vse pove, na primer, ena stvar, lansko leto smo imeli v celem letu mogoče 20 kandidatov za vrhunsko vino. Mislim, da smo jih imeli letos že več, kot pa celo leto, pa smo šele začeli. Tako da, vidite, to je že bom rekla, ena potrditev tega, kar govorim, ne. Skratka, mislim, da bomo imeli letošnji letnik zelo v čislih, tu pa tam bodo kakšni presežki in to je vedno tako, da pa nekih, res tistih nekih 100-letnega letnika pa še, mislim, da bomo še mogli malo počakati, kar je čisto v redu. V glavnem, vina v tem času bo, je že dozorelo, torej mošt, ga bomo krstili ali ne, je že krščen, lahko rečemo, ne. Kaj pa bi recimo vsem tem pivcem svetovali,
Recimo, kaj vi ponudite svojim gostom? Od vina, no, ko pridejo. Recimo, jaz imam danes rumeni muškat, vi? No, Ne, muškatov tunel imam. Ne, rumeni muškat. Rumeni muškat. Rumeni muškat. Danes smo imeli več rumenih muškatov. Jaz imam pa penino zelenega silvanca, ki smo ga tudi danes imeli v ocenitvi. No, samo starejšega letnika. Prva stvar, bi rekla, je to, da je treba malo ljudi poznati. Veste, mi predelujemo vina ne za sebe, ampak za tiste, ki ga radi uživajo. In tako kot so ljudje različni, je tudi njihov okus različen. Tako da nekako poskušaš nekako zadeti tisto, kar misliš, da bi nekomu bilo na dušo in srce pisano. To je ena stvar. Ne. Zdaj, če pa ljudi ne poznaš, če ljudi ne poznaš, je pa zelo dobro, naprimer zlasti, ko sem s tujci, poznati lokalni okus. Recimo enim vzhodnjakom boš dal čist nekaj drugega kot enim Evropejcem. Tudi enim srednjeevropejcem čist nekaj drugega kot Skandinavcem in tako naprej. Tako da malo v tem smislu moraš neke stvari vedeti. Zdaj, jaz sem že skoraj 30 let v tem, sem si že nekaj izkušenj nabrala, ampak mislim, da načeloma, če izbereš eno dobro vino, eno res dobro vino, mogoče niti ne preveč velik ostanek sladkorja, da dejansko ne moreš zgrešiti. Lahko pa zgrešiš recimo s kakšnim zelo specifičnim vinom, ki pač nekomu ustreza, nekim ljudem pa popolnoma ne. Tako da v kakšne take, bi rekla, ekstreme, takrat, ki pač ne poznaš, je mogoče malo bolj rizično iti. Načeloma pa recimo je pa seveda vsekakor drugače, če recimo ponudiš samo kozarček ali pa če gremo recimo kam v kakšno restavracijo pa nekaj pojemo, pa nekaj spijemo. Tam pa je malce zadeva lažja. Tako da načeloma je pa tako, veste, da jaz ponavadi poskušam prezentirati, predstaviti, navdušiti ljudi za različna vina in v tem smislu smo Slovenci, sploh pa tule na Štajerskem, zelo, bom rekla, obdarovani. Imamo toliko sort. A veste, v Franciji lahko se prevoziš cele, ne vem, 50-100 kilometrov, pa je praktično ista sorta ali pa mogoče 2-3. Mi imamo pa taki butik pridelave, resnično, kar se tiče sort, se pravi sortna pestrost, lege, klima, se pravi tudi prst, zelo različna. Imajo pridelovalci, ki imajo mogoče par hektarov, pa imajo recimo nekje težko zemljo, nekje lapor, skratka imajo veliko pestrost imamo in zato lahko res imamo tako raznolika vina, s katerimi dejansko lahko vsega navdušimo. Tako da malo je treba poskušati, malo je treba prisluhniti, kakšen je kdo in mislim, da ni težav. No, za konec pa še bi nas veselilo, če nam predstavite svoje poslovne prostore. Trenutno se nahajamo v degustacijski dvorani. Kaj se še vse najde tukaj v teh vaših poslovnih prostorih? V enološkem svetovanju Analiza na Rajšpovi ulici. No, kot rečeno, pri nas je pooblaščena organizacija za oceno vina in mi dejansko smo obvezni po skladu z zakonodajo imeti določene prostore, ki so ločeni, ki so tudi v tem smislu primerno opremljeni, da lahko izvajamo svoje delo v skladu z vinsko zakonodajo. Drugače pa, kot rečeno, nekaj je laboratorij, nekaj je degustacijska soba, potem imamo tudi seveda tiste pisarne, kot jih pač vsakdo mora imeti, da pač lahko svoje delo opravlja. Tako da v tem smislu nimamo nič kaj posebej, neke vrhunske opreme, pač v skladu s tem, kar lahko in kar zmoremo, tako da je to. No, mogoče bi pa še povedala to, da se pri nas kar dost, recimo, če rečemo tako nekako v slovenskem merilu, več kot 10% vseh vin slovenske pridelave se oceni prav pri nas. Tako da ta delež je kar dost velik in sem zelo hvaležna vsem,
To bi pa res rada izpostavila tukaj. Vsem, predvsem so tukaj Ljutomersko-Ormoške gorice, tiste, ki so, bom rekla, nekako na prvem mestu, kar se tiče pridelovalcev, ki prihajajo, pa tudi sicer od Maribora, Prekmurja, Bizeljskega, Bele krajine. Skratka, imamo kar širok nabor pridelovalcev in sem jim zelo hvaležna, da so pač nas izberejo in mi se trudimo in upamo, da bomo še naprej dobro sodelovali v njihovo in tudi, bom rekla, v tem smislu, da nekako delujemo skupno z roko v roki za dvig kakovosti in za našega potrošnika, ne nazadnje, ker to je predvsem njim namenjeno. Hvala lepa, Andreja, da ste si vzeli čas. Upam, da vas nismo preveč zmotili, glede na to, da je delovno dopoldne. Veliko uspeha, če ne prej se znova vidimo prihodnje leto v tem času. Hvala tudi vam. Bi želela tudi nagovoriti vse vaše poslušalce in gledalce, da si ob Martinu natočijo kozarec dobrega slovenskega vina, da nas zdravijo z njim. Imamo res veliko za ponuditi, veliko za pokazati in resnično apeliram na vse, da se čim večkrat spomnijo, da si mogoče rajše kot kakšno drugo pijačo natočijo kozarec zdravega, odličnega slovenskega vina in da se tudi nekako zavejo, da za tem kozarcem stoji zelo veliko dela in tudi nenazadnje znanja pridelovalcev in vseh teh, ki okrog tega, bom rekla, skrbimo. In potem bo tudi nekako bolj cenili to, kar recimo tudi pride v kozarcu. Tako da res na zdravje in vse dobro. Srečno. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Prihodnji teden bodite seveda tudi z nami, ko pa bomo verjetno malenkost dlje od vina in od martinovanja. Z nami bo namreč mladi slovenski glasbenik Tolka List. Tako da bodite z nami. Zanimivo bo. Srečno do takrat.